Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate otroška pustna povorka po mestnih ulicah, pustna povorka tudi v Spodnji Novi vasi, literarni večer z Bronjo Žakelj, 21. redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, športnik leta občine Slovenska Bistrica 2025. Po ulicah Slovenske Bistrice je preteklo soboto potekala tradicionalna otroška pustna povorka. Na povorki so sodelovali druga osnovna šola Slovenska Bistrica, osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, vrtec Blaže in Nežica, društvo Fridina Mišnica, Košutin sprevod Spokoš, Frajhajmska godbena pihala, Kut gasilske godbena pihala Spodnja Polskava in drugi. Kurenti, seveda, tradicionalni lik, ki prihaja z tujskega konca, tudi tukaj v Slovensko Bistrico. V teh zadnjih dneh smo jih videli in slišali kar nekajkrat, predstavljajo torej in so tisti najznačilnejši predstavniki pusta. Tukaj pa že vidimo tiste, ki vodijo povorko, spredaj dve mušnici in miška, ki prihajajo v imenu organizatorja, zadaj pa Fridina Mišnica skupaj z ostalimi maskami, torej tudi Frida, miška Frida in Ježek Rudi, pa vrtec Blaže in Nežica. Letos vse diši po dobri volji in ljubezni, kot pravijo. In danes se vam želijo simbolično predstaviti, da otrokom vsak dan podarjajo toplino, prijaznost in veliko srčne energije. Vzgojiteljice so se zato oblekle v srce in kupide, nagajivce z lokom in puščicami, ki skrbijo, da se širite dobro voljo in ljubezen. Ja, se veste, danes je hkrati s pustom tudi Valentinovo, dan ljubezni, dan zaljubljencev, no, in če vas danes zadane smeh, prijazna beseda ali nenaden objem, je zelo verjetno, da je v bližini kakšen kupit. Otroci in starši pa so danes vse, kar si želijo, od pravličnih junakov do čisto posebnih pustnih domišljij, saj je pust čas, ko je dovoljeno biti malce drugačen, predvsem pa ustvarjalen in vesel. Tako pomahajmo torej vsem, ki prihajajo iz vrtca Blaže in Nežica. Zadaj pa že skupina, velika skupina vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. In tule že vidimo in slišimo tudi otroke Šmartnega na Pohorju. Mi smo veseli bobnarji iz vrtca Šmartno na Pohorju. Ko mi stopimo mimo, se sliši bum, 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 bum. Prinašamo veliko ritma, smeha in pustnega veselja. Naj danes odmeva glasba, smeh in zabava. Pazite, da vas ne odnese naš bobnarski korak. Ja, tako, pozdravimo in pomahajmo jim. In za njimi že vrtec oziroma enota Ozka ulica. Iz daljne džungle smo prišli, da pozdravimo vas mi. Levi rjovemo glasno, opice poskočne smo, sloni trobimo močno, žirafe kukamo v nebo. Zebre smo črno-bele, a igrive in vesele. Živali iz džungle pustno norimo, smeh in veselje med vas delimo. No in ostajamo v Ozki ulici, od cveta do cveta veselo hiti, Ela pa njeno ime se glasi. Med in veselje prinaša zdaj k nam. Ela je super, z njo lepši je dan. In no, vse veste, kdo je Ela. Čebelica seveda, ki jo predstavljajo otroci, starši in vzgojitelji iz Ozke ulice. Pomahajmo jim. Za njimi pa Škratje, takole sporočajo. Prihajamo iz Škratje dežele Lapapanije, kjer zelo radi jemo lapačinke, zrezke in pijemo škratov čaj. V naši deželi ni nikoli dolg čas, ker si zelo radi pripovedujemo zgodbe, telovadimo in se igramo skrivalnice. Torej, še zmeraj so to otroci iz enote Ozka ulica, pomahajmo tudi njim. Enota Prihova, takole otroci in vzgojiteljice iz vrtca Prihova smo se tokrat odpravili na pot v vesolje. Predstavljamo vam osončje z vsemi planeti, pa raketo, ki bo naše astronaute popeljala v svet raziskovanja galaksije. Vabimo vas, da poletite z nami na nepozabno pustolovščino. In tukaj že enota Zgornja Polskava, dve skupini prihajata. Ja, kje živijo pravljice? Ela Peroci pravi, da v velikem starem mestu. Danes vam ni treba preko hribov in dolin, preko travnikov in skozi gozd, po široki beli cesti, da bi našli pravljice in njihove junake. Danes so pravljični junaki prišli sem iz Zgornje Polskave v Slovensko Bistrico.
No in za njimi že gozdni junaki, tudi zgornje Polskave, veliki medeni medvedi, pogumni in srčni volkovi, urne poskočne veverice, srnice, lisice, sove, miške, polži in tudi spretni mojstri mrež pajki. Pa naj vam zaplešajo, zapavjajo, zarajajo veselo, da bo v gozdu zabavno, radovedno in pestro vse dni, ko z družinico na potep boste šli. In tukaj še enota Ciciban. Danes predstavljajo zgodbo in popeljali vas bodo v čarobni svet zgodbe Petra Pana. Zgodba govori o dečku, ki nikoli ne odraste in o deželi nije, če domišljija nima meja. Pred vami torej korakajo Petri Pani, pa čarobne in nagajive zvončice, strašni in zabavni gusarji, ponosni indijanci in seveda prikupni krokodili. Zaploskajmo našim malim junakom, svojo domišljijo so ustvarili pravo pravlično pustno dogodivščino. Bravo, tole so otroci, vzgojiteljice, starši in vsi ostali, ki prihajajo iz enote vrtca Ciciban. Tam zadaj pa že slišimo nekaj glasnega, ki se približuje. To pa so seveda člani godbena pihala, ki prihajajo z Freihheima, visoko na Pohorju, kjer še zmeraj vztraja in je še zmeraj zima. Vsaj upajmo tako, seveda za vse tiste navdušene smučarje. Tako mimogrede, danes moramo navijati. Se je že začela tudi tekma seveda na olimpijskih igrah za našega Žana, ki se je podal po belih strminah. Bomo Vikija tukaj poprosili, da nam bo povedal, kako se je uvrstil, mogoče bomo izvedeli, kakšen je po prvem polčasu njegov čas, njegove vožnje. Ja, mi še zmeraj tukaj z našimi malimi Cicibani iz vrtca enote Ciciban, vrtca Otona Župančiča, pomahajmo jim, poglejte, koliko jih je. Ja, Žan pa je seveda, pravkar mi je Viki povedal, na 9. mestu. Tako, stiskajmo pesti, da bo potem v drugi vožnji se ravno tako dobro odrezal. No, tole pa kot slišimo že godbena pihala, z Freihheima prihajajo, skupaj so stari že točno 200 let, no pa če sem natančna, prihodnje leto bodo stari 200 let. To je ena najstarejših godb v Sloveniji in ponosni so na to, da je vpisana tudi v register nesnovne dediščine, mi pa seveda skupaj z njimi. In seveda je veseli so, da so med njimi tudi mladi godbeniki. Vabijo vas v svoje vrste. In za njimi osnovna šola pohorskega odreda. Najprej vidimo najmlajše iz 1. razreda, ki predstavljajo pisano ptičjo druščino. Med nami so ptički, modre sovice in živahne papige, ki skupaj simbolizirajo radovednost, znanje, igrivost in veselje do odraščanja. Vsaka skupina svojo podobo in barvami prinaša poseben čar. Skupaj pa so ustvarili pravo ptičje kraljestvo. Razprtimi krili, perjem vseh barv in nagajivimi pogledi so poleteli skozi pustno povorko in pokazali, kako raznoliki, povezani in polni domišljije so. Takole malce počakajte, za njimi pa kar 5. razredi. Malce se ustavite, tukaj 5. razredi. Predstavljajo 5. B, se predstavlja z beneško masko kužnega zdravnika. Tamle vidite, ja, seveda z dolgim belim kljunom, okroglimi očesnimi stekli in temnim ogrenjalom. Nekoč so takšne maske nosili zdravniki, danes pa so simbol skrivnostnega beneškega karnevala. Učenci 5. C razreda, pa tukaj so tudi 5. A seveda, no, so ustvarjali v duhu trajnosti. Iz zavrženega kartona, papirja in drugih materialov so nastale elegantne beneške maske. Kot vidimo, vsaka drugačna in unikatna, odsev domišljije, ustvarjalnosti in spoštovanja do okolja. Pomahajmo jim, takole 5. A, 5. B, 5. C. Kar izvolite naprej, se priključite otrokom iz 1. razreda. Za njimi pa bomo zaslišali že cip, cip, čiv, čiv. Ja, pomlad je že tu. Tamle prihajajo že učenci in učitelji drugih razredov. Preoblečen je vpisan travnik. Travica zeleni, rožice cvetijo,
Metuljčki prpotajo, ptički pa se na Gregorjevo ženijo. Ja, Gregorjevo se veste 12. marca, takrat, ko praznuje tudi naša občina svoj praznik. In po dolgi zimi smo se torej prebudili v naravo, jo okrasili s smehom in ji dodali malce norčavosti. Naj naš travnik zapoje, zapleše in vsem prinese veselje, sonce in pomlad v srce. Tako, poglejte, travnik drugega razreda, vsi učenci drugih razredov predstavljajo ta čudovit travnik. Za njimi pa že prihajajo učenci 6. razredov, ki nam bodo prav tako popeljali v svet beneškega karnevala. Kar na ulicah domačega kraja. Njihove maske združujejo elemente tradicije in sodobne ustvarjalnosti, barve, gibanje in simboliko prebujanja. Svojo energijo, domišljijo in povezovanjem različnih idej dokazujejo, da je pust čas, ko lahko vsak postane del skupne zgodbe. Učenci 6. razredov mahamo tudi vam in za njimi že 3. razredi. Mi smo Gregorčki, majhne in barvite ladice. Po starem običaju so jih spuščali takrat, ko so dnevi postali daljši in je bilo več svetlobe. Torej na 12. marca jih bomo spuščali. Vsaka ladica je drugačna, prav tako kot mi. Danes naši Gregorčki ne plavajo po vodi, ampak po pustni povorki, da prinesejo svetlobo, barve, dobro voljo in pomlad. Ja, tako poglejte jih, poglejte. 3. razredi so tule z nami. In za njimi že vidimo velika maska 7. razredov, 7. A, B in C. Predstavljajo se z beneškimi maskami, polnimi barv, skrivnosti in domišljije. Svojimi izdelki nas bodo popeljali v čarobni svet karnevala. Ja, 7. A razred pa v povorko vstopa kot Valentinovi angeli in demoni, varuhi ljubezni in strtih src. Pred nami so torej Valentinovi angeli in demoni, ljubezen varujejo vsej njeni svetlobi in temni bolečini. Njihove beneške maske zakrivajo obraze, njihove srca pa skrivajo čustva. Dobrodošli na beneškem dvoru, svetlobe in sence, kjer nosi vsako srce svojo zgodbo in z njo novo upanje, so še zapisali. Pa 4. razredi so to, a vse 4. Ja, seveda, malce počakajte. V duhu Gregorjevega tudi, ko se narava prebuja in ptički znova zapojejo. Skupaj s svojimi razredničarkami so ustvarili izvirne pustne maske. Navdih pa so našli v prebujajoči se naravi. Poglejte jih te čudovite rože, pa srčke, sončnice, ptičje hišice in vse ostalo, kar še spada, torej pomladi. Za njimi pa že 8. razredi. Gregorjevo sreča beneški karneval. Tradicija objema domišljijo, generacije ustvarjajo skupaj. Vsaka maska skriva zgodbo in vsaka zgodba skriva srce, prijateljstvo, ljubezen in veselje. To je pustna čarovnija, ki jo danes nosimo seboj. Tako so zapisali. Ja, tukaj pa seveda tudi kurenti, ki danes glasno kot zmeraj preganjajo zimo. Ali to pomeni, da pustna povorka že prihaja nazaj, da se je že obrnila? Da so že prišli prvi do Trga Svobode, kjer se tudi obrne in po isti poti si jih bomo lahko še enkrat ogledali. Pustne maske, ki krenejo v nasprotni smeri, tako da danes si bomo lahko videli vse te čudovite maske kar dvakrat. No, za njimi pa že prihaja druga osnovna šola Slovenska Bistrica, ja, v znamenju današnjega dne seveda. To so napred prvi in drugi B, valentinčki. Ko se pojavijo naši valentinčki, je jasno samo eno. Ljubezen nima meja. S svojimi srčkastimi tipalkami veselo mihljajo naokrog, kot da iščejo ljudi, ki potrebujejo njihov nasmeh. Ja, in tega potrebujemo prav vsi, seveda. In ko najdejo prave ljudi, jim razdelijo lepe misli hitreje kot najhitrejša poštna služba. Skupaj smo navihana, nasmejana in čisto malo preveč srčkasta ekipa, ki bo poskrbela, da bo letos pust imel več ljubezni kot čokolade v trgovini za Valentinovo. Ja, pripravite se, valentinčki prihajajo in tukaj so že drugi A in drugi B, ljubezenska pisma. A ste jih kaj napisali tudi vi?
Čeprav zaljubljeni še nismo, vemo, kako se napiše ljubezensko pismo, sporočajo. Bela ovojnica, pravi naslov, znamka, srček in žig. To za drugošolce res ni bil podvid. To, kar se v ovojnici skriva, pa v naših srcih tiho prebiva, sporočajo. In tretji A, ljubezenska pesem. Ko ljubezensko pesem zapojemo si, srce vzdrhti in v glavi se mi zvrti. Vzemi malo ljubezni še ti in veselo zauriskaj si. Pa tretji B, angelčki, počakajte malce, angelčki, da vas predstavimo. Z neba smo danes prileteli, angelčki mali, beli, veseli. V srcih nosimo ljubezen, tudi ti je boš deležen. In potem so že, kje pa so 4. razredi? A zadaj, no, tule pa so, tukaj so še sedaj 5. razredi, seveda, srčki, ki prihajajo, 4. A, 4. B, 5. A in 5. B srčki, poglejte jih, zaljubljene srčke, srce pod masko žari, to vidimo seveda vsi, ja, že smeje se in veseli, pisano skače okrog, vsakemu nariše ljubezenski krog, ja, srčki, poglejte jih, pomahajmo jih, kako veseli in zaljubljeni so in seveda to ljubezen trosijo in veselje in prijateljstvo med vse nas. Pomagajmo jim. Za njimi pa že 6. razredi, 6. A, emoji prihajajo. Naša pustna maska nikoli ne razočara. Letos smo emoji, polni barv, humorja in energije. Med seboj se dobro razumemo, saj smo prava ekipa. 1, 2, 3, na kupu smo. Aha, poslušajte. Ja, tole pa so že navijači 6. B, v njih se bije slovensko srce. Nismo veliki, bolj malo nas je, vendar smo pridni in dobri ljudje. Našo deželo in vsta naš rod ljubimo srčno, ne gremo od tod. Človek kar nekaj ljubezni ima, vsaka od njih kdaj po svoje je šla. Le domovina nikoli ne bo ti pomahala v bridko slovo. Ja, 6. B, Slovenijo so predstavljali, no, pa 6. C, vrtnarji in rožice, poglejte jih. Mi smo 6. C, veseli smo vsi, vrtnarji in rožice, to smo mi. Rožice smo pisane, vrtnarji nasmejani, z ljubeznijo skrbimo, da rožice vse cvetijo. Bravo! Pomahajmo jim. 7. A, zaljubljeni kosi, ki smo vsem v kos. Mi smo 7. A, zaljubljeni kosi, ki smo vsem v kos. Pust je letos poseben dan, ker pade na Valentinovo. Kakšen plan! Ljubezen v zraku in orčije povsod. Zato zaploskajte, naj se sliši glas, zaljubljeni kosi smo in to je naš čas, poročajo. 7. B pa pravi, radi imamo sladoled. Pustne maske se veselimo, skozi mesto zdaj hitimo. Toplo sonce, sladoled, poletje, tega si želimo in Prešerno petje. 8. A in B pa zaljubljeni kupidi. V mesečini tiho leti, srce v ritmu sreče žari. Puščice zlato svetijo se v dlanja, tokrat zanj same so rane. Kajti Kupid, večni snovalec strasti, je sam okusil, kako ljubezen boli in sladko gori. No in tule že košuta, rubi, poglejte jih, danes ne samo, da jih vidimo, jih tudi slišimo. Pustni običaj s košuto rubi, ki že kar nekaj časa in nekaj let prihaja v naše kraje. Na Pokošah je tradicija že več kot 150 let. Izvor pokoške košute sega v tista daljna leta, ko se je Napoleonova vojska po porazu v Rusiji preko naših krajev vračala v Francijo. No, da bi izčrpana vojska na poti proti domu preživela, je prodajala razne stvari in tudi tiste najdragocenejše živali, to so bili seveda konji. In tako bi naj neki kmet na Pokošah takega konja tudi kupil. Ime bi mu naj bilo Rubi ali Rabi, ne vedo točno, in temu kmetu je prinašal srečo. Kdaj in zakaj je iz konja Rubi nastala košuta Rubi, pa ni znalo. No in naš Rubi, kot pravijo, ima na gobčku ježevo kožo, s katero na pustni povorki preganja vse tiste, ki niso maskirani. Ja, tako da pazite se. Košutin sprevod tvorijo košuta Rubi, tamle jo že vidimo. Tako, ki jo nosi košutonosec, pa potem komandant, gospodar, gospodinja, hlapec, košonosec, pometač in pa seveda maske. Tokrat so različne maske, poglejte jih, sprevod pa obvezno spremlja glasba. Pomagajmo jim, poglejte. Hvala lepa, da ste prišli.
prišli ponovno v naše kraje. In vedno smo veseli, ko Šuter Rubi, ki s Pohoštore pride tudi v naše mesto, ki se predstavi tudi tukaj. In že povorka, poglejte, prihaja tudi nazaj. Mahajmo jim, tole so že otroci enote Ciciban, vrtca Otona Župančiča, Peter Pan in njegova druščina. Tako večino teh mask boste lahko v naslednjih dneh občudovali tudi na kakšnih ostalih povorkah, ki bodo potekale po naših krajih. Pa morda ne samo po povorkah, morda tudi tako posamezno, ko se vam bodo predstavljale, ko bodo prihajale. Mimogrede, tudi na Spodnji Polskavi bo potekala povorka na pustni torek, tako da si jih lahko tam ogledate, tam bo zagotovo tudi od Košuta Rubi. No, poleg teh mask pa zagotovo se bodo šle, ko so tako lepe, predstaviti tudi kam drugam. In od danes naprej bo veselo, pravzaprav že veselo je bilo že v prejšnjih dneh in je že ves ta čas tudi v našem bližnjem Ptuju, ne tako daleč, ki pravimo, da je kar prestolnica pusta na štajerskem koncu, pa potem po različnih krajih tukaj v občini Slovenska Bistrica, na Pragerskem predstavljajo povorko, pripravljajo danes, med drugim poteka prav v tem času tudi na Zgornji Ložnici, kjer se prav tako predstavljajo šolari, pa še kje drugje. Jutri bodo potekale povorke po naših krajih, pa tudi v ponedeljek in torek, tako da v teh dneh le pojdite ven, oglejte si naše maske, zares so izvirne, čudovite. Poglejte, kako lepo so pripravili ves ta čas, iskali ideje, ustvarjali skupaj starši, z mentorji, sami, vsak s svojimi idejami, vsak s svojimi željami, vsak predstavlja tisto, kar si pravzaprav želi. In prav je, da v tem času vsi postanemo malce norčavi, da vsi malce spremenimo svoj lik, da smo vsi malce nagajivi in tako kot tudi naši člani, naše povorke tukaj v Slovenski Bistrici, vsako leto približno 2000 mask vidimo tukaj v sami povorki, pa tudi nekaj med udeleženci, ki se povorko gledajo, tako da bodite pozorni tudi med njimi. Danes smo videli kar nekaj zanimivih ustnih likov, mi pa že pozdravimo tukaj Frajhajnčane. Ja, člani Frajhajnske godbe pa napihala, nič kaj ne izgledajo takole, da spadajo med najstarejše, kaj ne? Tako čili, mladi, veseli so, zmeraj se tako lepo našemijo in popestrijo s svojim igranjem in svojo pojavo, svojo prisotnostjo to našo povorko in kot rečeno, visoko s Pohorja prihajajo in pridejo vsako pustno soboto med nas, tako da popestrijo ta dogodek. Za njimi pa, kot rečeno, že naši učenci obeh osnovnih šol, najprej osnovna šola Pohorskega odreda, Slovenska Bistrica, kot smo že povedali, so danes med prvimi razredi, ki predstavljajo pisano ptičjo druščino. Nato bodo za njimi 5. razredi, ki so nekako med beneške maske se tokrat podali in predstavljajo like, ki jih lahko vidimo tudi na beneški karnevalu, pa potem učenci drugih razredov, ponovno travica, torej travnik z vsemi metuljčki, ptički, rožicami in vsem tistim, kar vidimo na travniku, predvsem okoli Gregorjevega. Tako, torej drugi razredi, kot rečeno, in za njimi 6. razredi, ponovno beneški karneval. Sicer pa so se letos predstavili nekako najmlajši z temi nežnimi liki, prebujajoče se pomladi, no kot vidite, tisti starejši, malce večji, učenci pa se že podajajo na drug konec, med beneške maske, sicer pa kot sporočajo, danes prihajajo in so prišli med nas z naslednjim sloganom: vsaka maska skriva zgodbo in vsaka zgodba skriva srce. Ja, danes še posebej na tole Valentinovo
ko so vsi tako veseli, tudi malce zaljubljeni in kar nekaj srčkov se skriva tudi med temi našimi maskicami, kot smo lahko videli. Travnik, za njimi pa potem že 6. razredi ponovno beneški karneval in potem 3. razredi spet Gregorčki z barvitimi ladjicami, torej Gregorčki, ki jih bodo spuščali 12. marca. Ja, kako lep praznik ima, na kako lep dan ima praznik naša občina. Zdaj, tisti, ki ne veste, morda naj povemo še to, na 12. marca leta 1311 je bil za Slovensko Bistrico zelo pomemben dan. Na ta dan je namreč datirana, podpisana prodajna pogodba, v katerih je bila že omenjena skupnost meščanov, kar pomeni, da tega dne 12. marca 1311 verjetno pa že prej je bila Slovenska Bistrica mesto, kar pomeni, da je imela že pravico do obzidja, pa do raznih stolpov, pa do sejmov, tako da pestro, veselo in zabavno je bilo že v tistem času. In kdo ve, morda so meščani Slovenske Bistrice, oziroma takrat, če ni bila Slovenska Bistrica, se je imenovala malce drugače, morda že praznovali pusta krusta. Zanimivo bi bilo izvedeti, v kakšne maske so se šemili takrat. No, danes pa Gregorčki torej spominjajo tudi na tisti čas, na Gregorjevo, na svetega Gregorja, ki praznuje 12. marca. In pogledajte, ta lep in čudoviti dan je Slovensko Bistrico povezan. Tako da letos praznujemo še posebej, sploh pa zato, ker so tudi najmlajši se danes podali med te Gregorčke, nam jih predstavljajo. No, za njimi pa 7B, ponovno beneške maske, pa 7A, pa Valentinovi angeli in demoni. Ja, vse to se da videti na beneškem karnevalu. In potem 4. razredi, ki so spet predstavljajo pomlad. Poglejte jih, kako lepo so se opremili, ptički, ptiče krmilnice, cvetlice, srčki, simboli življenja in ljubezni do narave. Na Gregorjevo se, saj veste, tudi ptički ženijo, ja, tako da zelo zanimivo je tega dne 12. marca. Živijo na pustni povorki, danes so že oživeli in že prinašajo pomlad, za njimi pa seveda tudi 8. razredi z beneškim karnevalom. No in tukaj že 2. osnovna šola, najprej Valentinčki, ki predstavljajo 1. razrede, poglejte jih, kako lepo so se opravili, napravili, srčki, prinašajo ljubezen, radost, prijateljstvo, dobro voljo med ljudi na današnji 14. februar. Saj veste, ja, danes je tudi tisti dan, ko se imamo radi. Pa ne samo danes velja. Imejmo se radi vse leto, ne samo 14. februarja. Danes se morda nas na ta dan še posebej spomni na to, ampak 365 dni naj velja. Takrat, ko je prestopno leto, pa še kakšen dan več. Tako da 1. razredi, evo, so Valentinčki in seveda tukaj za njimi že ljubezenska pisma. Danes pa morda, če še niste napisali ljubezenskega pisma, napišite ga danes. Pa če ne veste, komu ga poslati, pa napišite sami sebi, recimo, ljubezensko pismo. Ja, ampak to z roko, vse veste, ne na računalnik, pa ne s tisto umetno inteligenco, ampak sami napišite tisto, kar si želite in pošljite potem komu, pa komu sporočite. Z roko, torej svinčnikom, s penkalom, z barvico lahko, s flomastrom, kakorkoli želite, samo naj ne bo na računalnik. No in potem lahko pa je seveda ne samo pismo, lahko je kakšna ljubezenska pesem, recimo, ki jo predstavljajo danes tudi učenci 3. razreda. In kdo ve, morda bo v tej ljubezenski pesmi nastopal tudi kakšen angelček, recimo iz 3. B. In tukaj že srčki, ja, seveda srčkom, pa kar opremite tale pisma danes. Ker veliko naj jih bo, ja. Poglejte, tako kot jih je tudi veliko v 4. A, B, pa v 5. A in B, pod njihovo masko žari tudi predstavili so, ja, in seveda emoji iz 6. A. Tule pa že slišite slovenske navijače, v njih bije slovensko srce in veseli smo, in vsi smo lahko veseli, da ima Slovenija besedo ljubezen v svojem imenu. Poglejte, kako. In za njimi že vrtnarji in rožice iz 6. C, ki predstavljajo pisane rožice, nasmejane vrtnarje in tudi oni z ljubeznijo
ne samo danes, ampak vse leto skrbijo za te rožice. In za njimi seveda prihajajo tudi zaljubljeni kosi, kosi, ne samo kosi, vsi ptički so tako sedaj v teh dneh postajajo ali pa so zaljubljeni. In tudi naši kosi, poglejte, kako lepo so si naredili te maske. Za njimi pa že sladoleto, se jim že toži po poletju, seveda tudi nam in okusnemu sladoledu. In zaljubljeni kupidi, ki tudi zaključujejo z tole povorko oziroma z tem pregledom in današnjo predstavitvijo mask iz druge osnovne šole. No, vse skupaj pa seveda zaključi in pomete takole za seboj tudi Košuta. Ja, ne pazite se, tisti, ki niste maskirani, Košuta Rubi. Poglejte, iz kokoš prihajajo. Ja, in zmeraj jih spremlja tudi glasba, zmeraj spremljajo tudi kakšne maske, vse tisto, kar spada zraven. Košuta Rubi, košutonosec jo nosi, pa komandant, gospodar, gospodinja, hlapec, košonosec, pometač in maske. Pustni čas je pač trenutek, kjer si lahko v tem obdobju spremenimo svojo zunanjo podobo. Za nekatere lahko tudi to dogodek iz najlepših sanj. Prav takšen dogodek pa se je na pustno soboto pričaral vsem otrokom, staršem in tudi dedkom in babicam, zgodil pa se je v Spodnji Novi vasi. Idilična vasica na obrobju mesta Slovenska Bistrica je na pustno soboto doživela prvo pustno povorko Spodnje Nove vasi. Ja, rekel bi tako, da smo se nekako na vasi pogovarjali, da bi probali nekaj organizirati. Hoteli smo že organizirati sankanje, ampak nam takrat vreme pol ni več dopuščalo, da bi izvedli sankanje kot druženje na vasi. Tako smo pol nekako se odločili, da naredimo pustno povorko, da malo vaščane, otroke povežemo, da se malo podružijo, da malo se pol imajo fajn otroci, pa skupaj nekako preživimo toti pustni dan. Najmlajši so dali največjo težo omenjeni povorki, kajti za nekaj časa so lahko svojo podobo spremenili v like junakov, ki jih spremljajo v risankah, filmih in vsakdanjem življenju. Njihova izvirnost in predanost je bila tokrat brezmejna. Elzo. Zelo sem bila vesela. Travnik. Zato, ker mi je všeč. Ptiček. In kaj si se odločila? Ker mi je tako všeč. Smrketo. Mi je všeč. Metuljčka. Povorke se je udeležilo okoli 50 vaščanov. 3 kilometre po Vaški cesti so udeleženci prehodili v odličnem vzdušju, kjer tudi hudomušnih potez ni manjkalo. Njihovo sporočilo pa je bilo vas še bolje povezati in združiti skozi takšen zanimiv zabavni dogodek. Ja, dobro je, da se po tolikem času pač organizira nekaj, da se tudi otroci med sabo spoznajo, ker se pač toliko časa niso videli. Upam, da ni zadnjič. Ja, sprva najprej nismo mislili priti, ampak potem smo rekli, dobro, če se krajevna skupnost trudi, pa gremo pogledat. In potem smo ugotovili, da je veliko ljudi, da je veliko otrok v naši vasi, da smo pripravljeni stopiti skupaj in se malo poveseliti. Tako da odlično je. Hvala za organizacijo. Kaj si ti v Moškarana? Povej. Povej, kaj si v Moškarana, no? Streci povej. Dobro vzdušje. Za kulinarične dobrote, ki seveda sodijo zraven, so poskrbele članice aktiva kmečkih žena Bistrica Spodnja Nova vas. Veliko je bilo potrebno pripraviti, da so udeleženci nadomestili izgubljene kalorije v tej vaški pustni povorki. V zadovoljstvo vseh je vse niti v tem delu prireditve v rokah držala Albina Fajs. Sem zelo vesela, da smo lahko mi starejše ženske aktiv kmečkih žena Slovenska Bistrica in Nova vas bile danes prisotne na tej povorki. Pobuda je nekje prišla od Janija Lenoška in Fajsovega Dejana, kar se jima iskreno zahvaljujemo, ker tudi mi rade pomagamo pri tem. Pobudnik prve povorke pa je z mislimi že pri novih dogodkih, ki bi dali še večjo težo medsebojnega odnosa in pomoči med sosedi. Res je, 100% sem hvaležen vsem, da so prišli pa da so se udeležili tako
Imamo pa naprej plan nekaj narediti za veliko noč, pa bilo kaj, ta presmec narediti, če nam bo uspelo, udeležba spet ne, pa vreme pa vse skupaj. Pustna povorka se je začela in tudi zaključila v veteranskem centru Brinje, kjer so jim prostor brezplačno ponudili veterani, pa tudi ostali sponzorji, ki so pomagali, in gre zahvala strani organizatorja. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli ponedeljek gostili literarni večer z Bronjo Žakelj. Njen avtobiografski prvenec Belo se pere na 90 je takoj ob izidu leta 2018 pri založbi Beletrina požel velik uspeh in v 4 letih doživel 9 ponatisov. Slovenska novinarka in pisateljica je leta 2019 za delo prejela tudi nagrado Kresnik. V tem letu je bila največkrat izposojena knjiga slovenskega avtorja v slovenskih knjižnicah. Leta 2020 pa največkrat izposojena knjiga nasploh. Po knjižni predlogi so posneli tudi istoimenski film pod režisersko taktirko Marka Naberšnika. Z Bronjo Žakelj se je pogovarjala Mojca Plaznik-Plavec. V bistvu ves čas, ampak torej, na študiju novinarstva sem šla zaradi ljubezni do pisanja, pa tudi zato, ker sem hotela v bistvu študirati medicino, pa sem imela ocene preslabe. Sem vedela, da mi ne bi ratalo, pa je bila druga opcija novinarstvo. Kdaj sem se pa odločila, tam nekje, v bistvu že kmalu, ko ste se otroka rodila, se mi zdelo, da zaradi razlogov, ki sem jih že prej navedla, pač službe, ki ni bila tako kreativna, premalo sem pisala in se mi zdelo, tam že nekje, kaj pa vem, 2008 recimo, da bi bilo dobro, da se lotim enega daljšega teksta, kjer bi se mogla ukvarjati s strukturo, stilom in tako naprej. Pravi trenutek je pa v bistvu prišel, ko sem otroka bila toliko že velika, da sem se lahko umaknila, ker res potrebujem čas, mir predvsem. In ker sem bila pomečkana, pa jasno, sta bila ona dva čisto na prvem mestu. Dolgo je trajalo, da je roman ugledal luč sveta, besedilo samo, da je bilo zaključeno. Ja, kar dolgo časa sem pisala spet iz tega razloga, ker nisem si jaz mogla vzeti cele ure, recimo, da bi pisala. Jaz pišem zelo počasno, popravljam, berem nazaj, črtam in tako naprej. To je bil en razlog. Drug razlog je, da vmes sem se še ločila in v bistvu pred odločitvijo nekaj let, ker sem videla, kam se stvari peljejo, nisem mogla pisati. No, ko se je pa ta zgodba razpletla, sem se pa usedla in je bila potem knjiga praktično v enem letu napisana. Besedilo so vam na mladinski knjigi dvakrat vrnili, kaj ne? Ja, ampak sej, kaj pa vem, v bistvu težko prideš s prvencem, da bi kar na prvo vrata prišel, potrkal in da bi te nekdo izdal v bistvu prvenec. Ob tem pa, da greš za avtobiografijo, kar je še sploh en tak spolzak teren za avtobiografijo, ki govori o minljivosti, krhkosti naših življenj, smrti, bolezni, strahu, žalovanju in tako naprej. Tako da, ko sem prvič prišla v bistvu to predstaviti svojo knjigo, ja, sem malo to gledala, vse je lepo, da ste to napisali, da ste dali to iz sebe, tako bolj v tem stilu. Ni pa se, mislim, da resno teksta lotil noben. Prvič in drugič, ko sem poslala, mislim, mi je bilo to kar malo, ker sem že dobila nekaj dobre ocene, recimo profesor Matjaž Kmecelj, mi je napisal zelo lepo priporočilo in par ljudi, ki se na literaturo bolj spozna kot jaz, so bili navdušeni, tako da se šla še enkrat na mladinsko, pa smo jo še enkrat zavrnili, potem pa je Beletrina prišla.
Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je preteklo sredo sešel na svoji redni seji. Svetniki so med drugim imenovali dobitnike priznanj in nagrad občine Slovenska Bistrica za leto 2025. Dobitnike je na četrtkovi novinarski konferenci predstavil tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. Listina podeli Združenju šoferjev in avtomehanikov za 70 let delovanja na tem njihovem, v bistvu na nek način ob vsem prostovoljstvu, tudi humanitarnem področju. Potem pa so 3 priznanja. Prvo, gospe Urški Žigart. Jaz mislim, da v njeni karieri ni te veliko razlagati. Govorim o karieri, kolesarski. In je res pač so vrhunski rezultati. Potem pa še Društvo delovnih invalidov za njihovo 30 let delovanja. Oni so pravzaprav gonilna sila delovanja, kar zadeva vseh teh aktivnosti, ki so povezane z odpravljanjem vseh teh ovir in ostalih dejavnosti, ki so vezane na invalide. In pa še tretje priznanje pa že aktivo kmečkih regionalnih laporjev za 40 let delovanja. Športna zveza Slovenska Bistrica je v četrtek 12. februarja v Viteški dvorani Bistriškega gradu pripravila prireditev Športnik leta 2025. Na dogodku so se zbrali športniki, trenerji, športni delavci, funkcionarji in kot gostje na prireditvi tudi slovenski vrhunski športniki. Judoistka Urška Žolnir, atlet Kristjan Čeh in nogometaš Marcos Tavares. Prireditev Športnik leta ima v Slovenski Bistrici bogato in dolgo tradicijo, kar je tudi dokaz, da šport v naši občini ostaja ključni steber prepoznavnosti kraja. V Viteški dvorani gradu, ki je bila nabito polna, so podelili nagrade, priznanja in plakete najboljšim športnikom in ekipam ter posameznikom, ki so v minulem letu zaznamovali športno sceno v Slovenski Bistrici, širši okolici in mednarodnem prizorišču. Športna plezalka Lucija Tarkoš je že 5. zapored postala športnica leta občine Slovenska Bistrica. Lucija Tarkuš je ena izmed najboljših slovenskih športnih plezalk. Članica alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica si je že 5. zapored prislužila naziv najboljše športnice leta v občini. Izjemen mejnik v svoji športno-plezalni karieri je dosegla novembra lani. V plezališču Mišja Peč je uspešno preplezala smer Martin Krpan z oceno 9A, ki je najtežja ženska preplezana smer v Sloveniji. V skupnem seštevku državnega prvenstva v balvanih je osvojila 2. mesto. Poleg tega je tekmovala na več tekmah svetovnega pokala. Še posebej se je izkazala na tekmi v Kopru, kjer je v težavnostnem plezanju osvojila 8. mesto. Lucija Tarkuš je članica slovenske reprezentance in kategorizirana športnica mednarodnega razreda. Njen trener je Gorazd Hren. Mi res veliko pomeni, da sem že lahko 5. zapored športnica leta naše občine, ki je res bogata z športom in mi je res veselje, da lahko predstavljam našo občino po svetu. Na začetku leta, moram iskreno povedati, se je začelo kar slabo. Potem pa se je v bistvu sezona z vsako tekmo stopnjevala, vsako tekmo sem boljše plezala in nek vrhunec je zagotovo finale svetovnega pokala v domačem Kopru, in ki je komaj v bistvu moj 2. finale svetovnega pokala. Še toliko lepše pa je bilo, ko je bil res v Sloveniji pred domačo publiko, pa tudi že 5 let od mojega prejšnjega finala, tako da to je bilo res super. Potem 2. vrhunec pa je zagotovo ta preplezana 9A v skali, ki je res nek nov mejnik, ki mi je uspel v tem letu. 2. zapored pa je laskavi naziv športnik leta ponesel judoist David Štarkel. David Štarkel je 2. zapored najboljši športnik občine Slovenska Bistrica. Član judo kluba Impol je tudi v preteklem letu dosegel vrsto vrhunskih dosežkov.
Med drugim se je izkazal na tekmah Evropskega pokala. V Sarajevu je osvojil 2. mesto, v Dubrovniku pa je bil 3. Nastopil je tudi na Evropskem prvenstvu v Podgorici, tekmi svetovnega pokala v Ljubljani in na tekmah Grand Prixja v Zagrebu, v Mehiki in v Peruju. Poleg tega si je v Novi Gorici priboril naslov državnega prvaka med posamezniki, z Impolom pa je v Ljubljani osvojil 2. mesto v ekipnem državnem prvenstvu. David Štarkel je kategorizirani športnik mednarodnega razreda in član slovenske reprezentance. Njegov trener je Filip Leščak. Kolikokrat si bil tisti prepoten v leto 25, da si dosegel tako imenitne dosežke za tale laskavi naziv? Ja, najprej najlepša hvala. Kolikrat, v bistvu vsak dan. Vsak dan časi do 2-krat na dan. Tako da je, ampak tako je Filip rekel prej, da v bistvu s treningom pa s tem, pa da si pa tudi zaslužiš to. Državno prvenstvo v Sloveniji, drug največji tak. Mislim, da sem bil lani 11-krat zapored državni prvak Slovenije. Druga tekmovanja pa ja, lani smo šli tudi v Južno Ameriko, Peru, Mehika. V Peruju sem dosegel 5. mesto na Grand Prixju. V bistvu izenačil svoj najboljši rezultat, enkrat prej sem že bil 5. Bila so neki svetovni pokali, evropski pokali, nekaj medalj tam, tako da lepa sezona. V konkurenci športnika leta sta bila nominirana tudi še atlet Klemen Modrijančič iz Atletskega društva Slovenska Bistrica in šahist Aljoša Tomazini, član šahovskega kluba Impol. Pri dekleti pa so bile v konkurenci za športnico leta nominirane še članica kegljaškega kluba Impol Anja Forstnarič, smučarska skakalka Lucija Jurgeč Martno na Pohorju in članica tvirni kluba Sašo Eva Mlaker-Sombolec. Nadvse sem hvaležna, predvsem za podporo mojega trenerja in pa podporo kluba ter svojih staršev in tudi prijateljev, ki me pri tem podpirajo, tako da sem se počutila zelo veselo. Perspektivni športniki in športnice v konkurenci, starejše mladinke in mladinci, bilo jih je 7, so nagrado prejeli iz rok judoistke Urške Žolnir. Slednja je tokrat povedala, da zelo rada prihaja v judoistično Slovensko Bistrico. Kristjan Čeh pa tudi rad pride v naše mesto in to predvsem zaradi novega državnega rekorda, ki ga je postavil tukaj v naše mesto. Priznanja pa je tokrat podelil perspektivnim športnikom in to v kategoriji mlajše, mladinke in mladinci ter kadeti in kadetinje. Skupaj jih je bilo 15, ki so prišli iz 8 klubov ali društev. Med njimi pa sta bili Zoja Leskovar iz alpinističnega kluba Impol, ki je med drugim povedala. Ja, sem zelo vesela in hvaležna za priznanje in komaj čakam na novo sezono. Priznanja pa je bila vesela tudi šahistka Maša Koniček-Polič. Verjetno sodelovanje na državnem prvenstvu sem dosegla 3. mesto med mladinkami. Sem zelo zadovoljna s temi rezultati. Se bom še bolj trudila in upam, da še se kdaj vidimo. Organizatorji so razglasili tudi najbolj perspektivne ekipe. Boks klub Slovenska Bistrica, nogometni klub Bistrica U15 in ekipa Frisbija, športno društvo Ultimate, kjer je sestavni član ekipe tudi Matic Brdelak. Lepo je vsako leto priti, pa pač mislim, da dobiš nekaj za svoj trud, če ne druga, pa da se malo dobro naješ, če ne druga. Upam, da še bomo naslednje leto isto, da bomo širili šport, da bo vedno več ljudi pač poznalo frisbee. Legendarni nogometaš Marko Tavares je tudi tesno povezan z Slovensko Bistrico. Na tokratni prireditvi pa je nagrade Tavares podelil najboljšim kolektivom: Atletsko društvo Slovenska Bistrica, judo klub Impol, alpinistični klub Impol in nogometni klub KTMI Impol Bistrica. Tudi 9 športnih delavcev je požela aplavz za svoje zavzeto delo v svojih klubih in društvih. Med njimi pa je bil tudi košarkar Juš Pešak.
Je neka potrditev, da nekaj delaš prav, da občina, da ljudje v občini to vidijo, cenijo in je zelo lepo se tako podružiti z drugimi športnimi delavci, trenerji in pa ljudmi, ki so zraven športa in pa si nekako pogledati za nazaj, mogoče za prejšnjo leto. Športna zveza pa je podarila tudi posebna priznanja, prejemniki pa Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica za uspešno organizacijo 24-urnega dogodka plezalni maraton z Janjo v Slovenski Bistrici v okviru projekta Botrstvo v športu. Rudolf Rudi Majcen za izjemni prispevek k razvoju borilnih veščin in dolgoletno predano delo na področju športa. Ernest Ramšek za pomemben prispevek k razvoju bistriškega športa zlasti na področju juda. Da pa v športu ne gre brez medijev, je potrditev tudi posebno priznanje, ki ga je prejel naš dolgoletni sodelavec Aleš Kolar in to za dolgoletni prispevek k razvoju bistriškega športa. Za svoje delo je bila nagrajena tudi športna sekcija upokojencev, med njimi pa Brigita Ptičar in sekcija ženske ekipe kegljanja s kroglo na vrvici. Vsem prejemnikom priznanj je čestital tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, ki je zbrane tudi nagovoril. Za glasbeni vložek so poskrbeli učenci glasbene šole Slovenska Bistrica, prireditev pa je povezovala Anja Lah.